Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V tokratnem dialogu je v moji družbi Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Če se najprej dotakneva epidemije. Močno je zaznamovala, kaj ne, pravzaprav naša življenja in tudi vaš mandat. Ja, dejansko je epidemija zelo zarezala v naše običajno življenje. Lahko rečem, da se zelo dobro spomnim 13. marca, ko smo prisegli in praktično isti dan oziroma dan prej se je pravzaprav začela epidemija v Sloveniji. Po prevzemu oziroma primopredaji na ministrstvu v soboto 14. Sem prve klice dobil od obupanih, zaskrbljenih direktoric domov za starejše. Prva je bila direktorica doma za starejše Metlika, kjer je bil en prvih izbruhov. Obupani pa so bili takrat direktorji zaradi tega, ker najprej nihče ni poznal virusa, ni vedel nič o njem in kako se širi in kako se boriti proti njem. In drugič, bili so popolnoma bosi, kar se tiče zaščitne osebne varovalne opreme in glede ravnanja s stanovalkami in stanovalci. Torej prva skrb je bila pravzaprav takoj izpostavljena in smo se morali soočati z ekipo z bojem proti epidemiji pri najranljivejših, starejših. Ravno ko se ozrete nazaj in pogledate, da ja, žarišča enostavno so bila v domovih za starostnike na začetku, kako to doživljate? Se skušam skupaj z gledalkami, gledalci spomniti tistega časa. Spomnimo se, da v prvem valu dejansko smo uspeli dobro zaščititi tako prebivalstvo, kot tudi še posebej domove za starejše. Dejansko v 90% domov v prvem valu, ki je nekje trajal od marca do sredine maja, 90% domov ni imelo izbruha virusa. Potem pa po dokaj dobrem poletju, ko se je epidemija umirila, je prišel tisti hujši, drugi val, ko smo dejansko izkusili predvsem na področju domov za starejše to brutalno moč virusa in v tem drugem valu je dejansko kljub vsem ukrepom, preventivnim, kljub vsej pripravljenosti, kljub zaščitni varovalni opremi, pravzaprav izbruhnil virus dejansko v skoraj vseh domovih v Sloveniji. In tudi posledice so bile težke, veliko težjih potekov bolezni in pa žal tudi preveliko število smrti. Zato ker pač virus na najranljivejših, ki imajo morda že sicer kronične zdravstvene probleme, samo še poslabšal stanje. Lahko povem, da sem bil veliko na obiskih v domovih starejših občanov v tem času. Pomagali smo reševati kakšne izzive, situacije, ki so se na lokalni ravni pojavile. Moja izkušnja je, da tam, kjer so občina, dom starejših občanov, civilna zaščita, zdravstveni dom ali bolnišnica dobro sodelovali, so lahko kljub težkemu izbruhu dobro reševali situacijo. Če slučajno ni bilo dobrega dialoga, ker se ravno najina oddaja imenuje dialog, če ni bilo dobrega dialoga med vsemi temi, pa smo včasih morali poseči tudi kot mediatorji, pomagati, vzpostaviti dialog. In hvala Bogu nam je to v veliki večini primerov tudi uspelo. In dejansko je to ena velika izkušnja za nas, težka, velika preizkušnja in izkušnja, kako pomembno je na lokalnem nivoju in na državnem nivoju stopiti skupaj in imeti dober dialog za to, da se lahko hitro odzovemo na take situacije. Kako konkretno pa ste morali biti mediator in pa kako, če imate v mislih, vem, da težko verjetno glede na to, koliko domov za starostnike imamo po Sloveniji, gledate na situacijo v Mariboru? Spomnimo se, da je bil zelo izpostavljen primer doma starejših občanov Ljutomer, ki je imel že v prvem valu hud izbruh in tam ne bi pogrel starih stvari, ampak kakorkoli. Hitro smo se odzvali na situacijo, ko se nekako na lokalnem nivoju niso mogli dogovoriti za reakcijo na izbruh virusa, katere stanovalce preseliti, kam, rdeča cona ali zdrave izseliti. Bilo je veliko različnih variant, mi pa smo skupaj z Ministrstvom za zdravje, ki je pravzaprav dajalo vsa navodila in je tudi pristojno za to po zakonu o nalezljivih boleznih,
da jih pripeljemo skupaj, da se predstavniki različnih institucij in z različnimi pristojnostmi poslušajo in tudi slišijo. In smo uspeli v dobro stanovalk in stanovalcev tudi potem najti rešitve in se je situacija potem tudi umirila. Ko so bile rdeče cone izpostavljene in vse ostalo, je šlo kar na boljše, kaj ne? No, če lahko rečemo na boljše, koronavirus vendar ne izbira. Z velikim trudom so številni domovi predelovali na hitro, s suhomontažnimi sistemi, pregrajevali prostore, vzpostavljali čiste poti, sive cone, rdeče cone, ločevali ta območja. Moram pa reči, da se je ob tem pokazalo, v kako slabem stanju so domovi za starejše, gledano čisto kot stavbe. Nekateri so res popolnoma neprimerni za bivanje, sploh za oskrbo starejših. Če že govorite, kateri? Lahko se vsi skupaj spomnimo recimo Doma starejših občanov Hrastnik. Ko sva bila s takratnim ministrom za zdravje tam na obisku, tudi v eni taki težki situaciji, oni dejansko niso mogli niti dobre rdeče cone vzpostaviti. In korona epidemija, če ne drugega, je naplavila na površje vse pomanjkljivosti in vse pomanjkanje vlaganj v infrastrukturo, torej v stavbe za oskrbo starejših, za domove starejših v zadnjem več kot desetletju, žal, ampak hkrati smo pravzaprav iz tega vzeli motivacijo in pa dolžnost, da mi to kljub težkim razmeram, kljub številnim interventnim ukrepom, kljub boju proti virusu med epidemijo, da to popravimo, tako sistemsko kot interventno. Ravno to. Epidemija je razkrila mnogo težav, tudi v teh primerih domov za starostnike. Torej, eno ste že omenili, kaj pa kapacitete in vse ostalo in kako se bo to reševalo? Epidemija je na eni strani pokazala, razgalila slabo stanje infrastrukture, torej domov za starejše. Na drugi strani še bolj zaostreno pokazala pereč problem pomanjkanja kadrov in pa slabega statusa, položaja kadrov zaposlenih v domovih za starejše. Delo je težko, izjemno naporno, kadrovski normativi so stari, torej so zaposlene, večinoma tam delajo ženske in tudi zaposleni preobremenjeni, veliko je dežurstev, to ni delo, ki bi ga lahko opravljal samo dopoldan, ampak je praktično 24 ur, 7 dni na teden, vse leto, in pa slabe plače. In s tem smo se zelo brutalno soočili, predvsem v drugem valu epidemije, ko smo se hitro interventno odzvali in smo v enem od protikoronskih paketov zakonov zagotovili kar znatna sredstva, 26 milijonov evrov, za dodatne kadre v domovih za starejše. Lahko rečem, da smo s tem na nek način za prehodno obdobje povišali standarde in normative in zdaj, ko hodim po domovih za starejše, tudi v okviru tega vladnega obiska, mi čisto vsi direktorji, direktorice in zaposleni izražajo, lahko rečem, pozitiven odziv na ta ukrep, kajti številni domovi so si s temi dodatnimi zaposlitvami za prihodnje leto in pol rešili marsikatero težko situacijo in razbremenili svoje ekipe. Kaj pa postelje? Jih je v Sloveniji dovolj za vse tiste starostnike, ki bi potrebovali oskrbo v domu? Slovenija je kot celotna Evropa pravzaprav starajoča se družba. Ljudje živimo dlje, kar je prav in je zelo pozitiven dosežek medicine. Res pa je, da je stanje v domovih za starejše v Sloveniji že sedaj kar posebno. Lahko vam zaupam, da je povprečna starost stanovalcev v domovih za starejše okoli 84 let in preko 80% stanovalk in stanovalcev v domovih za starejše v Sloveniji je nepokretnih. Torej potrebujejo tudi višjo stopnjo, kategorijo oskrbe.
lahko iz vseh analiz, ki so nam na voljo, kajti na ministrstvu v sodelovanju s skupnostjo socialnih zavodov stalno delamo analizo, tako imenovani mapping pokritosti potreb po celotnem območju Slovenije. Seveda ni dovolj pokritosti in ravno zato, poleg tega, kar sva prej ugotovila, da so nekatere stavbe popolnoma neprimerne in jih moramo prenoviti oziroma morda celo porušiti in zgraditi nove, smo tudi na sistemski ravni sprejeli, lahko rečem, ambiciozen načrt in začeli tako močan investicijski ciklus v infrastrukturo za oskrbo starejših, kot ga verjetno v samostojni Sloveniji še nismo videli. In s tem bomo zagotovili en temelj, osnovo za to, da bomo lahko starejšim sodržavljankam, sodržavljanom nudili dostojno prebivanje na jesen njihovega življenja. Kajti oni so svojo aktivno dobo že oddelali, oni so prispevali k razvoju te družbe in zdaj na jesen svojega življenja si zaslužijo primerno bivališče, dostojen dom in pa seveda poleg tega, kar sva rekla, infrastrukture, tudi zelo dobre, kvalitetne storitve dolgotrajne oskrbe, ki jih bojo podprle v njihovi starosti, da bodo lahko čim dlje kvalitetno živeli. Rekli ste, izjemno ambiciozen projekt, razčlenite ga. Torej, kakšna je vrednost, kaj vse bo v tem projektu nastalo? Čeprav pravijo, da denar ni vse, pa je zelo pomembno, kajti ko sprejmeš načrt, mora biti vzadej vedno denar. In na Ministrstvu za delo smo se z ekipo resno odločili, da gremo v to, o podpori naših partnerjev v vladi oziroma v koaliciji. In lahko morda naštejem vsaj nekaj glavnih virov za te investicije v domove za starejše. Najprej naj omenim, da je tu Evropska unija oziroma Evropska komisija hitro priskočila na pomoč z, lahko tako rečem, interventnim preoblikovanjem večletne finančne perspektive, stare, tako imenovane večletne finančne perspektive, in z vzpostavitvijo sklada REACT. In z ekipo ministrstva smo v rekordnem času, na kar sem ponosen, pripravili razpis za izgradnjo infrastrukture oziroma obnovo infrastrukture iz sklada REACT, in sicer v višini 93 milijonov evrov. Ta razpis je zdaj zunaj. Izvajalci, torej domovi za starejše, se že imajo možnost prijaviti. Imeli smo že informativne delavnice, da jim tudi pomagamo dobro pripraviti vloge. Pomembno pri teh 93 milijonih je, da tu ne bomo vzpostavljali novih mest, ampak bomo obstoječe kapacitete razbremenili in dvignili njihov nivo. To pomeni, v Sloveniji je še ogromno domov z 3, 4, 5 posteljnimi sobami. To bo razbremenjeno, zdaj je standard višji, boljši, bolj v skladu s človekovim dostojanstvom in se bojo recimo izgradile 1, 2 posteljne sobe. To je en vir, ki je že na voljo. Drugi vir je integrala, to pomeni proračun. Z ekipo ministrstva smo ob posluhu Ministrstva za finance uspeli zagotoviti za letošnje leto in za prihodnje leto v proračunu 15 milijonov evrov letno, to pomeni skupaj v 2 letih 30 milijonov evrov za izgradnjo domov za starejše. Tretji vir, ki je tako rekoč skoraj že aktiviran, je načrt za okrevanje in odpornost. Tam smo z ministrstvom uspeli v konkretnem procesu o pomoči SVRK, službe vlade za kohezijo, in konkretnem pogajalskem procesu z Evropsko komisijo nastaviti sredstva na 56 milijonov evrov, ki se bodo aktivirala takoj, ko bo sprejet zakon o dolgotrajni oskrbi kot sistemska podlaga in reforma za koriščenje teh sredstev. In nenazadnje smo že razdelili 21 milijonov evrov za 30 manjših enot, to pomeni dnevnih centrov, začasnih namestitev po vsej Sloveniji, ki so nekako
lahko rečem, simbol novega pristopa k oskrbi starejših. Manjše enote, bolj začasne namestitve, bliže ljudem, zato da lahko ljudje čim dlje ostanejo v krogu svojih družin. Tudi če te družine po dnevi ne morejo poskrbeti za njih ali ni varno, da bi bili sami cel dan, jih pripeljejo v dnevno varstvo in potem popoldne zvečer se vrnejo domov. S tem zagotovimo večje človekovo dostojanstvo, torej zato je šlo že marca 2020 21 milijonov evrov in 30 enot se ravno zdaj začenja graditi. Lahko vam zaupam, da bomo zelo konkretni, da smo danes ravno pred najnim pogovorom odkrili en temeljni kamen za eno takšno enoto v domu Tezno in veselje je bilo veliko. Tako da na nek način, oprostite, da sem bil malo daljši, ampak skušal sem orisati, da imamo vizijo in da skupaj z vsemi partnerji v vladi iščemo čim več virov, ki jih bomo lahko pokoristili za to, da postavimo nivo oskrbe starejših malo više, kot je bil preteklo žal več kot desetletje. Verjetno veseli tiste, ki bodo domove potrebovali ali svojce, da se domovi, tako državni kot tisti, katerim je bila podeljena koncesija, že gradijo, kaj ne? Torej, kje bodo pa državni stali in po kakšnem principu je potekal izbor, če lahko temu tako rečeva? Hvala lepa, da ste omenili tudi koncesije. Naj čisto na začetku povem, da so tudi koncesionarji, čeprav so zasebniki, so del javne mreže. Torej, ko država podeli koncesijo za opravljanje javne službe oskrbe starejših. In tudi tu, če nisem tega omenil pri prejšnjem vprašanju, bi želel povedati, ker sem res izjemno ponosen, da smo marca letos izvedli javni razpis za podelitev koncesij, uspešno izvedli, izbranih je bilo 17 prijavljenih. S tem bomo pridobili 1285 mest za oskrbo starejših. In še ena novica, morda ste celo med prvimi, ki boste to objavili. Minuli četrtek smo objavili drugi razpis za koncesije za oskrbo starejših in sicer še za 1100 mest. Oboji, državni in koncesionarji, pa skupaj tvorijo javno mrežo domov za starejše. Morda naštejem samo nekaj investicij. Lahko se strinjamo, da glede na ugotovitve, da je stavba v Hrastniku popolnoma neprimerna, je bila ena prvih odločitev za državno investicijo v Hrastniku. Glede na to, da se verjetno vsi skupaj spomnimo težke zgodbe, težkih časov, ki so jih preživljali v domu starejših v Šmarju pri Jelšah, je tudi Šmarje pri Jelšah bil med prvimi odločitvami, da se dom razbremeni z manjšimi enotami in da se v bodoče prepreči tako težke posledice podobnih epidemij. Če smem imeti klic, domovi so epidemiji navajeni. Morda ne v takem obsegu, v slovenskem merilu ali pa v evropskem, svetovnem, ampak domovi so epidemiji navajeni, zdravstveno in ostalo osebje se s tem spoprijema redno. Če ne drugega, redne jesenske, zimske epidemije gripe. Ampak kakorkoli ta je bila specifična, hujša, bolj uničujoča, z večjim, lahko rečem, davkom, življenjskim davkom. Tako da tudi državne investicije se že ali pripravljajo ali pa gradijo. Ker pri teh investicijah je izjemno pomembno, da vsak od partnerjev, ki gremo v ta postopek, opravi svoj del posla. Torej, Ministrstvo za delo, ki ga vodim, dejansko je odgovorno za to, da pripravi zadosti raznolikih finančnih virov, ki lahko odgovorijo na različne potrebe domov. Izvajalci, to so domovi za starejše, ponavadi dajo svoje znanje, svoj strokovni vložek, ponavadi pa lokalne skupnosti prispevajo dokumentacijo, ponavadi občine prevzamejo to nalogo, da pripravijo vso dokumentacijo in pa velikokrat tudi svoj vložek v obliki parcele oziroma lastništva
tiste infrastrukture. Če vzamemo severovzhod, danes ste bili kje, v kakšnem takšnem kraju? Danes sem, kot rečeno, skupaj z županom in direktorico doma Tezno Kaj pa Ruše? odkril temeljni kamen za investicijo v dnevni center, oziroma za časne namestitve. Včeraj sem bil v Rušah, kjer sem se z županjo in podžupanom, direktorico občinske uprave seznanil z njihovimi načrti. Oni pa so se dogovorili s koncesionarjem, ki je bil uspešen na javnem razpisu in bo tam kmalu začel rasti koncesionarski dom starejših. Ampak ki bo del javne mreže, če sem prav razumela, ker je bila podeljena koncesija, ne? Tako, ta je potem del javne mreže. Je zasebnik, ki izvaja javno storitev po pooblastilu države. Morda omenim še enega koncesijskega, katerega temeljni kamen smo včeraj tudi postavili. Tega je zdaj veliko in česar smo zelo veseli. En tak dom bo zrasel v Komendi, tudi koncesijski, to je moja sedaj domača občina, in pa državna investicija včeraj v domu starejših občanov v Slovenski Bistrici. To je enota doma Poljčane, ampak enota v Slovenski Bistrici bo z dozidavo in nadgradnjo pravzaprav povečala in posodobila oddelek demence. Tudi to je državna investicija, dobrih 4 milijone vredna. In lahko vam povem, ne gre toliko za ta denar, čeprav je zelo pomemben, ker načrti sami brez denarja, kot sva prej rekla, niso nič vredni. Gre predvsem, vsaj v mojem srcu in pri moji ekipi, za to veselje, ki ga občutim in vidim ob vsakem obisku takega doma. Vsi stanovalci, zaposleni se izjemno veselijo, ponavadi so župani, izjemno veseli, da se lahko tudi njihova občina razvija, da lahko ponudijo boljše namestitvene možnosti svojim starejšim občanom. Pa verjetno si vsak želi ostati doma, ne? Čim bližje domu. Tako je. Vsi župani, to je redna zgodba, povsod po Sloveniji pravijo, mi vedno naštevajo, v katere vse domove po celi Sloveniji se zdaj njihovi občani morajo seliti in se veselijo, da ko bo vzpostavljena neka infrastruktura bliže njim, da se bo večji del verjetno, to oni že imajo informacijo, tudi odločil za bivanje bliže svojemu domu in s tem tudi bliže svojcem, ki jih bodo lahko tudi večkrat videli. In to je tisto, zaradi česar mi to delamo. Ne? Najprej, da omogočimo njim dostojno življenje, da omogočimo več stika s svojci, ker to tudi pomeni več zdravja, bolj pozitiven pogled na življenje. In tretje, da jih zaščitimo za primere takih epidemij, kot smo jim bili priča. Pravzaprav ni še čisto konec, ne? Smo še vedno zelo pozorni na dogajanje in kaj bo jeseni, ampak kot smo jih bili priča preteklo dobro leto. Kaj pa bi lahko rekli morda na ta očitek, ki se pojavlja, da pa gradnja nekaj, kar je v domeni države, traja vedno dlje, kot če gradi privatnik? Bi se lahko strinjali s tem ali boste ovrgli danes to trditev? Sam nisem strokovnjak gradbene stroke, ampak kolikor jaz vidim na terenu, lahko rečem, da čisto vsi izvajalci, ne glede na to, ali gre za državno investicijo, ali gre za koncesionarja, ali pa zasebnika, gledajo na to zelo racionalno. Vsi vedo, da se pri teh zadevah ne gre zavlačevati, niti ne prehitevati. Jaz zaupam vsem, ki te domove gradijo, to so ponavadi izkušeni slovenski gradbinci, ki odgovorno in resno pristopijo k projektu, da naredijo vse po predpisih in v takih časovnih rokih, kot so postavljeni. Pri evropskih sredstvih, če sva prej govorila o REACT-u, pa je to še toliko bolj pomembno, ker mora biti dokončano, recimo iz sklada REACT do sredine leta 2023 in teh rokov ne smemo zamujati, zato ker bi potem moral vsak izvajalec, ki se je na to prijavil, vračati sredstva, česar si pa ne želimo, in to bi bil hud neuspeh in sam kot minister bi to zelo težko sprejel. Kaj pa cene? Kako se razlikujejo v državnem javnem domu, v
domov v javni mreži, torej koncesionarja in pa čisto privatni dom. A bi to moralo biti sistemsko rešeno, bi morali biti cene povsod poenotene? Žal je to še ena, kako bi temu rekel, podedovana težava, s katero se soočamo na področju oskrbe starejših. Res je, da se cena bivanja in oskrbe v državnih domovih in pa v koncesionarjih razlikuje. Velik ali pa največji del te razlike pade na to, da seveda koncesionarji, kot je to običajno, v ceno vključujejo tudi amortizacijo, svoje stroške, državni domovi pa žal ne. Ampak tudi ocena pristojnih inštitucij, nedavna ocena, je, da bi bilo prav in pravično, da bi tudi državni domovi za starejše, in vem, da to ni samo težava domov za starejše, ampak tudi državnih zavodov, inštitucij na drugih področjih, v drugih resorjih, da bi bilo prav, da bi se tudi njim uštevala amortizacija v ceno storitve. Res pa je, in to se verjetno strinjamo z vami in z gledalkami, da je to izjemno občutljiva tema. Zato, ker pravzaprav vsaka sprememba pri obračunavanju ali pa pri višini plač ali drugih stroškov pomeni potem tudi vpliv na ceno končne storitve, ki je velikokrat za oskrbovanke, oskrbovance, stanovalce domov ali pa njihove svojce kar velik finančni zalogaj. Tako da tu mi zdaj vemo, kaj je narobe, bomo pa z vsemi deležniki seveda skušali poiskati tako rešitev, da bo vzdržna in da bo bolj pravična, kot imamo to sedaj. Trenutno se je pač sprejelo dejstvo, da se potem stroški domov, amortizacija pokrivajo iz proračuna, ampak pazite, morda tudi zaradi tega zadnjih več kot 10 let domovi, namesto da bi se redno obnavljali, da bi se držali standardi ali vsaj redno vzdrževali, so žal prevečkrat propadali. In tega pa res ne smemo dopustiti. Zaenkrat hvala. Sledi kratek reklamni blok. Vabim vas, da ostanete z nami. Ja, lepo pozdravljeni nazaj. V moji družbi je še vedno minister Cigler Kralj. Govorila smo mnogo o domovih za starostnike, zdaj pa se lotiva vašega dela na položaju ministra. Preživeli, če lahko tako rečem, ste interpelacijo. Kako gledate na to ter kako sodelujete z ostalimi ministrstvi? Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ima že dolgo ime, kar pravzaprav nakazuje to, da imamo zelo, zelo širok nabor, ali kako bi rekel, širok spekter svoje odgovornosti in pristojnosti. Lahko rečem, da sem izjemno hvaležen najprej svoji ekipi, ki je vrhunska ekipa. Brez te ekipe sodelavcev, in s tem mislim ne samo državnih sekretarjev, obeh državnih sekretarjev in sodelavcev, sodelavk v kabinetu, ampak mislim celotno ministrstvo, okrog 330 ljudi, mislim tudi vse ekipe zavodov za zaposlovanje po Sloveniji, centrov za socialno delo in inšpektorjev za delo. Vse, ki kakorkoli sodelujejo v okviru našega ministrstva. Zahvaljujoč tej vrhunski ekipi smo tudi uspeli dobro, optimalno blažiti posledice krize. Hvaležen sem tudi Novi Sloveniji, krščanskim demokratom, ki je tej naši ekipi zaupala odgovornost in seveda partnerjem v vladi, ki smo skupaj drug drugemu pravzaprav dali zavezo, da se zavedamo svoje odgovornosti in svoje dolžnosti v tem času. Tako da vam lahko povem, da je eno večjih presenečenj po vstopu v vlado tudi to, in to mi pravijo, da ni običajno in ni samoumevno, da smo kot vlada dobra ekipa. Seveda smo podedovali številne medresorske neusklajene zadeve in področja, ampak lahko vam povem, da praktično z vsemi kolegicami in kolegi skušamo pristopati
razumsko, hitro, korektno drug do drugega in vse, kako bi temu rekel, zastoje ali pa take probleme hitro odpravljati. Seveda, ker naše življenje ni pravljica, ne gre vse vedno takoj, ampak moram reči, da v tem smislu sem bil prijetno presenečen. Zdaj, lahko rečem, da na Ministrstvu za delo je specifika to, da delamo veliko z najranljivejšimi. In to je velik izziv. Na eni strani s starejšimi, na drugi strani z osebami s posebnimi potrebami, z kakršnimikoli primanjkljaji v razvoju, na tretji strani z socialno, finančno najšibkejšimi, z brezposelnimi. Tako da dejansko mora ta ekipa biti hkrati zelo strokovna, na drugi strani pa zelo socialno čuteča, znati prisluhniti in tudi z pravimi ukrepi hitro odgovoriti na potrebe ljudi. In mislim, da smo v dani težki situaciji kar optimalno odgovorili na te potrebe. Seveda pa sam težko o našem delu govorim in ocenjujem, kar pa slišim, ko grem okrog. Včeraj sem bil tudi na Centru za socialno delo Maribor, vsakič obiščem, če se le da, kakšnega od centrov, Zavod za zaposlovanje, kjer sem bil danes, inšpekcije, kjer sem bil danes, pa mi dajejo pozitivne odzive na naše delo, na delo naše ekipe, zato ker naše osnovno vodilo je, da informacije hitro tečejo, da smo mi na voljo njim in na voljo vsi skupaj državljankam in državljanom, ker želimo biti dober servis, da jim pomagamo življenje izboljševati. Kaj pa bi lahko rekli, kje trenutno stoji vaša stranka NSI? Ste zadovoljni, si želite še kakšen napredek? NSI Krščanski demokrati je trenutno konsolidirana stranka pod vodstvom zelo dobrega predsednika Mateja Tonina. Lahko rečem, da zdaj spet veliko hodimo po terenu. Predtem pa smo se prilagodili in digitalno vzpostavili delovanje praktično in ohranili delovanje vseh organov stranke. Naj omenim, da smo ravno v vaših prostorih tudi izvedli, lahko rečem, mislim, da drugi digitalni kongres med strankami v Sloveniji, ki je bil izjemno uspešen in dobro odmeval. Nova Slovenija je povezana, je močna, je trdna in motivirana. Trenutno, lahko rečem, ko se pogovarjamo z ljudmi z terena, so najprej izjemno ponosni na delo svojih 3 ministrov vladi in to sem jih hvaležen, da nam to res jasno povejo. In na delo celotne vlade, seveda. Na drugi strani so izjemno motivirani, saj vidijo, da smo v nemogočih okoliščinah, v težkem položaju, uspeli premakniti stvari, ki so stale tudi po 10 let in več. Naj omenim samo z mojega področja in področja zdravja Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je že vložen v obravnavo v parlament. 117. verzija. Da smo premaknili naprej številne zadeve, lahko rečem, poglejte resor infrastrukture, kolega Vrtovec, številne infrastrukturne zadeve, ceste so bile zanemarjene, neobnavljane. Ceste, železnice se gradijo, obnavljajo, kolesarske steze, zelena, digitalna mobilnost. Tudi proti Koroški, se premika na boljše. Tudi proti moji rodni Koroški je že bila zasajena prva lopata v Gaberkah, kmalu bo, tako napoveduje kolega Jernej Vrtovec, kmalu bo druga prva lopata Janina. In mislim, da je tu zdaj pa že vizija sodobne prometne povezave Koroške in centra Slovenije. In naj omenim našega predsednika stranke, gospoda Mateja Tonina, ki je kot obrambni minister pravzaprav, kot bi gledal Feniksa, ki vstane iz pepela, Slovenski vojski ponovno vdihnil, če tako rečem, dušo in dal vojakinjam in vojakom novo dostojanstvo. Zadeve ureja tako, da je služba v vojski ali pa prostovoljno služenje ali pa te spoznavni tečaji v vojski ponovno postalo privlačno. In še nekaj, kar je zelo pomembno, kar slišim, ko grem okrog
in ima velikokrat Slovenska vojska tudi svoje predstavitvene stojnice. Vojaki mi rečejo, končno imamo ministra za obrambo, ki živi z nami, ki nas razume, ki nas posluša in nam gre naproti s svojimi ukrepi. In poglejte, vsi trije ministri Nove Slovenije, poslanska skupina Nove Slovenije z Jožefom Horvatom, lahko rečem legendo slovenskega parlamenta, in z vsemi svetniki, svetnicami v slovenskih občinah po vsej Sloveniji, vsemi, ki se trudijo na lokalni ravni, je Nova Slovenija tista stranka, ki garantira ene večne vrednote, svobode, pravičnosti, solidarnosti, varnosti in ki je pravzaprav tisti zanesljiv partner v vladi, na katerega se lahko vsi zanesejo in naslonijo. In tako nameravamo delati tudi naprej. In mislim, da imamo dobre obete. Za konec me še zanima, kaj bo Podravje odneslo od vladnega obiska? Kot na prvem vladnem obisku, ki je bil lani na Koroškem, smo tudi tukaj ugotovili, da se že samo zaradi dejstva, da bo obisk, mnoge stvari rešijo. S tem mislim čisto lahko kakšne drobne stvari, ki se zatikajo in tako naprej, se rešijo že zaradi tega. Drugo, kar je, mi pridemo na teren. Najprej imamo vladni posvet, kjer se zelo podrobno seznanimo najprej z globalno sliko regije, in Podravska regija je specifična, je velika, 41 občin, in na to še vsak minister, ministrica svojega resorja izpostavi ključne izzive in načrte, vizijo za to regijo. In mislim, da Podravska regija, vsaj kolikor smo do zdaj, danes in včeraj začutili, pridobi od tega obiska najprej eno veliko naklonjenost vlade, en velik posluh za to, kaj so potrebe, tako infrastrukturne kot v ostalih projektih. In tretje, vsi skupaj smo zavezani k temu, da držimo tudi priključek in da se potem stvari, ki jih dogovorimo danes, tudi kasneje resnično izvedejo. Ne bo ostalo samo pri pogovorih torej? Ne sme ostati samo pri pogovorih, tu smo zavezani tem dogovorom in mislim, da bomo še mnogo tega slišali danes zvečer še na javni tribuni, ki bo tukaj v Mariboru, in dejansko se tega veselimo, saj mi smo zato tu, da obračamo stvari na bolje. Morda res čisto za konec pa še, kako je na vas osebno vplivala tale zdravstvena epidemija, ki smo jo doživljali vsi? Hvala lepa, da ste tudi na to pomislili in me vprašali. Z ženo imava 4 otroke, 2 sta šoloobvezni, 2 sta še v predšolski vzgoji, torej v vrtcu. Žena je tudi vzgojiteljica predšolskih otrok, zato je poleg tega, da sem jaz ravno z začetkom epidemije postal minister in začel, lahko rečem, služiti državi na tem nivoju, in je vsa družina pravzaprav se dala na razpolago. Kajti že tu je velik manko, ker mene kot očeta in moža veliko ni doma. Je pa potem epidemija še dodatno zarezala, ker je žena kar za nekaj dolgih mesecev ostala sama z vsemi 4 otroki doma, tudi ko so bili vrtci zaprti in šole zaprte. Poglejte, lahko rečem, na eni strani nam je postavila epidemija doma življenje na glavo. Ampak na drugi strani, po prvem šoku, s katerim so se verjetno vse družine soočile, smo hitro pogledali, kje smo, kaj zmoremo, kaj vsak od nas zmore, si razdelili naloge, naredili urnike in dejansko prevzeli vsak svoj del bremena v skladu s svojimi leti in zmožnostmi in si poskušali narediti iz tega eno lepo priložnost in možnost, pa res ne bi rad, da bi izvenelo patetično ali pa kot pravljica, ker to ni vedno bilo idealno, ampak kakorkoli iskali smo možnost, da to stanje obrnemo v svoje dobro. Hvala Bogu, nam je to, mislim, da kar dobro uspelo. Žena je izkoristila, tudi sam
veliko tega časa za opazovanje otrok. Mislim, da v 21. stoletju ob takem načinu življenja ne bomo imeli veliko priložnosti nekaj mesecev otroke opazovati, biti 24 ur, 7 dni v tednu z njimi, in to je veliko bogastvo. Hkrati pa smo si na novo ovrednotili, koliko drug drugemu pomenimo in da je pravzaprav ta družina vse in največ, kar imamo. Mi smo na nek način za to hvaležni, hkrati pa tudi pretreseni ob vsem, kar so številne družine v tem času tudi občutile. Stiske, strah, tudi veliko posledic je sedaj na otrocih, mladostnikih. S tem se bomo tudi še vsaj desetletje ukvarjali v Sloveniji in v Evropi in po svetu. No in čas se je iztekel, tako da najlepša hvala za vse odgovore na moje vprašanja in za vaš čas. Hvala lepa, gospa Živa, hvala lepa vsem gledalkam in gledalcem. Pa želim najprej lepo poletje in če dovolite še pozovem vse, da se pripravimo na letošnjo jesen. To, kar imamo, je velik dosežek, da smo malo bolj sproščeni, da imamo lahko prireditve ob 30-letnici naše domovine. To ni samoumevno. Pozivam se, da se cepimo in da se pripravimo na jesen, da bo lahko vsaj toliko brezskrbna kot sedaj, in še iskrene čestitke ob nedavnem 30. rojstnem dnevu naše države. Praznujmo ponosno. In smo pogovor zaključila prav prijetno. Najlepša hvala. Hvala. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za ogled. Ostanite na BKTV še naprej, jaz pa vam želim lep pozdrav in nasvidenje.